Nova smučarska sezona se je začela. Jaz tudi snemam in celo arhiv snema in vse snema. Backup imamo. A smučanje še kdo gleda? Česa, koga? Smučanje. Smučanje. Ja, ne, odkar je Antiša postavil smučke v kot, ne, in čelado na klin in blondno veselje je bilo. A res, ti pol cel svoj live že več ne gledaš. Ne, pa se nisem, kaj govoriš, jaz nisem nič postavil v kot. Mislim, če pa že kam pa pod poslo, ne, v futroli pod poslo, ne pa v kotu. Ne, zadnjič te je Igor Ebergant v napovedi Globusa skoro menjal, ne. Pa, ko se že omenja blondno veselje, ne? Moj kolega, partner Bategeli, bil v Sarajevu na neki veliki konferenci Market Summit in je poslal zvečer fotko, selfie z blondnim veseljem iz Sarajeva pod maskoto Vučkota, prosim. Proper. To je Proper. dosežek, ja. Bilo da Antiša svuda. Ja, no. Ja. V Sarajevu je bil Bojan Križaj sicer. Ja, to moramo zdaj prevesti za vse tiste, ki na novo poslušajo LDGD, to so insiderske šale, naše blondne veselje. Antiš je bil na neki točki naše blondne veselje, prednji postal privatnik. Tako da dobrodošli vsi, ki ste z nami na novo, to je LDGD, o tem bomo več povedali po špici, ampak Nataša, da se ne uštulim v tvojo pozicijo, prosim, če prevzameš ta uvod naprej. Sej, kaj dost nimam, sam ful sem vadila pred začetkom, da tako proper rečem dobro jutro, dober dan in dobrodošli, oziroma ohajo gozaimasu, konnichiwa, yokoso. To sem pogrešal. Lepo si natrenirala tole. Ja, poglej, ohajo gozaimasu, konnichiwa, yokoso. Dober dan, dobro jutro, dober dan, to so 3 besedice, ki sem jih odnesla. In sam pred začetkom bi jaz, preden damo špico, sam to rekla, da vemo, kje smo. Prejšnjič mislim, da ste ga mogoče celo pozabili, ali pa ne, ni še bil. Od 9.11. je z nami retrogradni Merkur. To, kar se je vmes zgodilo, pač niste sami za to odgovorni, ampak so še druge sile na delu. Zdaj pa, Aljaž, te prosim, kar špica, pa gremo na zelo ambiciozen dnevni red. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Golobova vlada očitno želi uvažati Palestince, dovolj je bilo tega. Človekove pravice, takrat ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem. Bomo uredili božičnico. Upanje umre zadnje, a ne? Ja, mnogo več odvisno od parlamentarnih strank kot od mene same. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. November je, ne da se delati. Zdaj bi pa sam jaz vas za rokav pocukala. Najprej bi vam čestitala za prejšnjo oddajo, super je bilo, super zanimivi ste bili. Ne vem, november je, ne da se delati. Ja, sej, tole bomo še stisnili čez, ne. Kar nekaj tem imamo, gospodje. A ste našpičeni, Andraž? Ja, redko kdaj tako. No, sej to me veseli, ker ura, ko smo začeli snemati, je bila 8:20, tako da jaz glasujem zjutraj namreč, ne. Tako da jaz glasujem, da še kdaj v prihodnje to ponovimo, če vam bo urnik dopuščal, seveda. Ja, jaz sem za. Mislim, kako da kažem, Ne, če pročovo, jel? Mislim, če ni nujno potrebno, ne. Dobar. Antiša, imaš ti kakšno postopkovno, da že takoj na začetku preverva? Ne. Lahko, ni, tudi nič. Kakšno šalo morda za začetek? Zdravimo bika za roge. Za roge, prav. Pol pa kar predlagam, da začnemo z najbolj očitno temo. Aljaž, razen če imaš ti še kaj dodatkov. Jaz bi mogoče res samo povedal tisto, kar sem očitno na pol stavka končal, pa ti nisi pobrala, to je LDGD, vaš omiljeni politični podcast, ki ničesar ne podcenjuje in nikogar ne jemlje preveč resno, še zlasti ne politike. Vaši gostitelji smo Antiša Korljan, privatnik, Andraž Zorko Valiko, Aljaž Pengolbitenc in Nataša Briški, Metina lista. In še disclaimer, ker so taki časi, vsa ta mnenja so naša, ker jih imamo, če se karkoli prekriva z našimi
siceršnjimi profesionalnimi obveznostmi in se nam zdi, da bi to vzbujalo konflikt interesov, bomo to povedali. Zdaj pa izvoli. Ok, prav, pojmo na referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma o, ko bi jaz rekla, pravici do dostojanstvene smrti. V nedeljo je 23. Zdaj junija smo imeli 2024 posvetovalni referendum na to temo. Rezultat je bil takrat 55% za in približno 45% proti. Kampanjo ste kaj spremljali, kakšna se vam je zdela pričakovana, ali vas je kaj presenetilo, recimo Antiša, da s tabo začnem, pa bo pol Andraž mogoče s kakšnimi številkami lahko postregel. Kje smo tik pred? No, tisto, kar me je, pa me hkrati ni presenetilo, to je ta v bistvu še kar precejšna kako se reče, še kar precejšnje pomanjkanje domišljije na strani nasprotnikov, ki jih uteleša Aleš Primc. Namreč Aleš Primc je človek, politik, ki venomer ponavlja iste stvari, ki so pa v veliki meri, si upam trditi, skregane z resnico. Če bi sledili temu, kar on pravi, potem živimo v svetu, kjer bodo zdravniki hodili okrog ali pa že hodijo, ne? In tako na nek način, tako kot pobiralci podpisov za kakšno referendumsko pobudo, hodili okrog bolnikov in jim rekli, a bi se vi mogoče pustili zastrupiti, zato ker ste svojcem in družbi v precejšnje breme. To je po mojem razumevanju tega, kako bi ta zakon deloval v družbi v prihodnje. To je tak odmik od tega, kar naj bi v resnici bilo, da temu res ne moremo reči drugače kot velika in nagnusna laž, ne? In jaz sem včeraj, se pravi, to je bilo sreda zvečer, sem gledal eno soočenje na Odmevih nacionalne televizije in tam so se ti argumenti znova in znova in znova ponavljali, na konkretna vprašanja pa ni bilo pravzaprav nobenega odgovora, razen še natič povedano, da bodo zdravniki hodili okrog in bolne invalide in tako naprej cukaj za rokav, pa oprostite, klele je še na ampula strupa, a bi se vi pustili mogoče zastrupiti. Andraž, tik pred, recimo, kje smo, samo še to, da povem, zdaj 2 pogoja, za tiste, ki mogoče ne vejo ali pa so pozabili, 2 pogoja morata biti izpolnjena, če čmo, da zakon ali pade, recimo. To, kar je cilj predlagateljev, skratka, večina tistih, ki se bodo udeležili glasovanja, mora biti proti in teh, ki bodo proti, mora biti vsaj okoli 340 tisoč, se pravi 20% volilnih upravičencev in upravičenk. Izvoli, Andraž. Natanko 339.205 tokrat. No, evo. Jaz sem najprej hotel replicirati na tvoje vprašanje, katera kampanja prosto polnem vicu z inšpektorjem in ribičem, kjer ribe. Ker v tem času nisem zaznal pravzaprav nič resnega od kampanje. Dejstvo je, da na eni strani sprejemanje Šuterjevega zakona, o katerem bomo verjetno še kakšno rekli danes, malo zasenčilo vse skupaj. Res je tudi, da referendumi ponavadi do zadnjega tedna so nekje v undergroundu, v ilegali, ampak tokrat se mi zdi, da je pa to še malo bolj izrazito. Mislim, da je pa to tudi po eni strani namenoma, predvsem strani predlagateljev. Jaz verjamem, da se oni zelo dobro zavedajo, da tokrat v tem primeru ne gre za enotnost na strani teh predlagateljev, torej na strani opozicije, če jim lahko tako rečemo. Namreč tudi med njimi je kar nekaj takih, ki zakon podpirajo. Skratka, ne gre za tak primer, kot so bile pokojnine, ta zadnje, kjer je bil monolit na desni in potem se mu je predložilo še nekaj glasov z leve, tistih kvazi liberalcev, ki se mi je zdel čist neumestno dajati neke visoke penzije, če imajo pa oni samo toliko malo. Tako da, jaz mislim, da so bili oni namenoma manj aktivni, ker seveda, tako kot je Antiša zdaj povedal, vsako tako Primčevo izjavo aktiviraš morda enega nasprotnika zakona, pa zagotovo 3 podpornike.
In je to po mojem njihova strategija. Ne? In to je tudi hkrati največja nevarnost za tiste, ki želijo, da se zakon sprejme. Po eni strani ta, da se v medijih pojavljajo raziskave, iz katerih je razvidno, da je podpora zakonu še vedno takšna, kot je bila v času posvetovalnega referenduma. Pa ni? Je. Vprašanje pa, koliko je ta podpora aktivna. Ne? Namreč takrat smo imeli istočasno evropske volitve, ki so poskrbele za višjo udeležbo, in da si ravno so bolj desne kot leve te volitve, je vse bilo na koncu 55-45 za ta zakon. Ne? Druga velika nevarnost za tiste, ki so na strani zakona, je pa ta, da veliko ljudi si pač misli, vse smo že enkrat glasovali, nedolgo nazaj, zakaj moramo še enkrat, ker pač ne ločijo si tako posvetovalnega zakonodajnega kot morda mi ali pa kdo drug. In to dvoje lahko seveda prepelje do neke abstinence, ki je bila že pred leti. Sem skozi govoril o 2015, pa sem zadnjič ugotovil, da narobe govorim. Mislim, da je bilo 2016 pri referendumu o istospolnih zvezah. Ne? Skratka, če povzamemo, napoveduješ, da je complicated? Jaz pravim, da bo rezultat odstopal od tega, kar napovedujejo raziskave, kar je sicer za referendume spet tipično, da ne bo 60-40, oziroma celo ne po raziskavah je 60-30, pa neki ne vemo, se pravi, ne bo tako, ne, podpornikov bo manj kot 60, verjetno. Zdaj scenarij, po katerem bi pa predlagatelji referenduma prišli do večine in hkrati kvoruma, je pa tudi relativno malo verjeten. Ja. Ni zaradi tistega odstopanja v lastnem taboru, kjer jih je mogoče malo Aljaž, kaj pa ti misliš? Jaz pa nisem... Ni pa nemogoče. Jaz pa nisem tako zihar. Jaz bi pa ta hip v najboljšem primeru rekel, da je 50-50, a bo zakon zdržal ali ne. Namreč, ena stvar, ki jo Andraž tudi velikrat omenja, je, kako že ti temu rečeš, družbeno sprejemljiv ali pa družbeno zaželen odgovor. Tako je, fenomen, ne rečem s tem tako. Sociološki fenomen. Pač, od tebe sem se to naučil. Hvala. Anyway, hočem reči, da je po mojem je pa spet drugi kaveat, anekdot, množina besede anekdote niso podatki, ampak vendarle. Eno je, da se ti načeloma strinjaš z pravico odločanja o lastnem telesu, tudi pač, v primeru neozdravljivo bolezni in trpljenja, ker to sta dva pogoja v zakonu. Drugo pa je, kako je to potem urejeno. In jaz mislim, da bi znali tukaj tudi priti do odstopanja med načelno podporo pravici in tem, kaj v zakonu je napisano. Ker če je zanimivo je seveda to, da se poleg tega, da se govori to te laži, ki jih princ okoli tros o tem, da bomo pa zdaj kar zastrupljali stare, pa mimo grede izjave Pripca in Igorja Pripca in tako dalje, pa tudi Keber, ki je zdaj neki izletavo, to ne koristi niti podpornikom zakona, se pravi vladni strani in srebrni niti in tako dalje. To moram reči, da je to, da se še vedno stari beli moški ukvarjajo z vprašanji, ki urejajo celo družbo, je kar katastrofa, tudi na levo-liberalni strani. Ampak to je zdaj tako za zraven. Hotel sem reči samo to, da je recimo kolumna, ki jo je napisal Alojzij Han v N1 pred dnevi, se mi zdi, da zelo dobro povzema kar veliko dilem tudi na strani ne samo zdravniške stroke, zdravniške profesije, in te dileme so resnične in mislim, da se jih morda ne zavedamo dovolj, ampak tudi dilem načeloma podpornikov zakona. In vse to skupaj vzamem in pač z nekaj anekdotami iz terena, jaz tlele nisem čisto ziher, da bo šlo to tako, kot si predlagatelji predstavljajo, in da bi znali Primcu ratati tudi v četrto, peto, se ne vem, koliko ima že pod pasom. To ni nemogoče. Oni so predlagatelji, pol je v njihov kontekst to gre. Niso predlagatelji zakona. Ampak ne, predlagatelji referenduma, o tem govorimo. To ni nemogoč scenarij. Absolutno ni nemogoč scenarij.
Jaz sam menim, da pa vendarle. Meni se zdi bolj verjeten. Veš kaj, tudi če na evropskih volitvah, Aljaž ima tleno zelo dobro poanto, ne gre samo za to, koliko je načelnih podpornikov zakona, koliko je bilo na posvetovalnem, zdaj imamo opravka z glasovanjem o zakonu, ne o podpori temu. In to je ta velika razlika in sem tudi jaz zaznal kar nekaj pomislekov na strani ljudi, za katere bi predvideval, da so načeloma za, ampak da obstaja pa neki pomisleki okrog tega, kako dobro je ta zakon napisan. Zdaj ti ljudje bi znali ostati doma. Koliko je še takih, ki bojo ostali doma, se pa mogoče že malo vidi tudi po prvem dnevu predčasnih glasovanj. Jaz sem šel malo gledati moje Excelčke. Ja, relativno slaba številka je, ampak spet, slaba številka pomeni pa mogoče tudi spet to, da jih je tudi na drugi strani premalo. Veš, jaz mislim, da tlele abstinenca se lahko zgodi na obeh straneh. No, jaz sem kampanjo za Repak ujela. Še enkrat bi ponovila, kar sem že večkrat rekla, posvetovalne referendume bi v Sloveniji bilo treba z zakonom prepovedati. Pred 2,5 letom smo zažgali 6 milijonov evrov, ki so šli v 3 krasne in do enakih rezultatov bi prišli z malo boljšo anketo, če nas je že zanimalo slišati, kaj ljudje menijo. To je res norčevanje. Narobe se mi zdi, kar sem tudi iz prvih rok slišala, da na medicinskem faksu že v prvih letnikih dobesedno poseljujejo mlade z nekateri profesori, morate iti na referendum, morate obkrožiti proti. Tudi ni čudno, da Cerkev izgublja svoje ovčice, tudi tam so se aktivirali kot politiki najbolj agresivne sorte. Jaz sem prebrala med drugim tudi Hana in en kup mnenj zdravstvenega osebja, ki so proti, recimo Zvezdan Pertošek, ki je kar referenca, je za. Zdaj pri zakonu noben ni popoln. Zdi se mi, da gre kar za manipuliranje, zakon ni dovolj dobro pripravljen. Povej, da si proti, da ne more noben zate narediti zakona, po katerem bi ti lahko pa bil za. Poleg tega, zdravniki, sem tudi zakon brala, ugovor vesti lahko uveljavljajo kadarkoli in ne vem, 30 faz je, preden se lahko zgodi karkoli, in to je zelo pomembno, pa mogoče sem premalo slišala o tem. Sam moraš biti sposoben to izvesti. Sam. Noben ti pri tem ne sme pomagati, z izjemo, da ti, ne vem, pripravijo učinkovino, naštimajo, da ti na nekaj ali pregrizneš, popiješ, pritisneš. Zdravniki že danes nimajo nobenih težav povedati, da, ne vem, prenehali bomo s terapijo, ker se več ne da pomagati. Ustavili bomo reanimacijo. Opuščajo agresivne terapije. Tako da ugovor vesti bodo lahko v katerikoli fazi uveljavljali. Zdaj, če bi bila sama zdravnica in v situaciji, ko imam pred sabo nekoga, ki se pri živem telesu muči in je neozdravljivo bolan, pa so mu tako ali pa drugače uradno šteti dnevi in želi vsaj dostojanstveno oditi, bi se mi absolutno barbarsko, nesramno, arogantno in celo žleht zdelo, da bi pomagala vleči to stanje agonije. Zdaj, poslanstvo ohranjanja življenja, ne za vsako ceno, tudi na paliativnih oddelkih sem že bila s svojci, gre za pravico do dostojanstvene smrti. O tem bomo v nedeljo, nekateri smo že predčasno. Jaz bi sem roko dvignil, a ste opazili? Čisto sem navdušen. Ti si čist napreden. Mogoče, naprej rešujem domače naloge v delovnem zvezku. Jaz bi, Nataša, vendarle bil malo skeptičen do tega, kar si rekla uvodoma, namreč, da bi z zakonom prepovedala. Verjamem, da je bilo to malce pretiravanja v funkciji dramatičnosti. Seveda, posvetovalce. Jaz mislim, da mi moramo referendum kot obliko testiranja in izražanja ljudske volje seveda absolutno ohraniti. Tisto pa, kar pa... Čakaj, Antiša, jaz sem govorila o posvetovanju. Samo da dokončam. Tisto pa, čemur smo mi priča in o tem se pa lahko pogovarjamo, ne moramo pa ne bo to predsedniku vlade ta izraz še tako všeč, z represijo tega doseči. Je pa to, referendum kot institut demokratične družbe je v Sloveniji tako totalno zlorabljen.
Zato sem Ja. dodala stavek v To Sloveniji v je, stavku. veste, to čemu smo mi priča, ta referendumomanija, ne, to je tako zlorabljeno, da Točno to. mislim, na bruhanje gre. Ne? In zdaj seveda mi se lahko vprašamo in odgovori na dlani, kdo je tisti, ki je s to zlorabo začel. Začela je Slovenska demokratska stranka, takrat še socialdemokratska Slovenija, socialdemokratska stranka. Ne? To je pač treba povedati, zadnjih 30 let se katerikoli in kakršnikoli poskusi zakonski lahko v vsakem trenutku prekinejo, zaradi tega, ker je vložena zahteva za zbiranje podpisov za referendum, pa naj bo to o recimo relevantnih stvareh, kot je volilni sistem, ali pa o stvari, o kateri nihče ne ve praktično nič, in to je vprašanje dostopa do arhivskega gradiva, recimo, o čemer smo tudi imeli referendum. Ta je bila dobra, spomnite, ja. Pa o usodi oziroma zapiranju, mislim, da termoelektrarne v Trbovljah, ne, se mi zdi, ali nekaj podobnega je bilo. Ne. Skratka, to je zloraba na zlorabo na zlorabo. Ne. Kar smo tudi v LDGD že kar nekaj govorili. Bom jaz na kljub Aljaževi dvignjeni roki takoj reagiral, Antiš, jaz se ne morem strinjati s tem, ker ravno v imenu demokracije ne smeš tega reči. Referendum je zato, da ga lahko skliče, kdor misli, da je treba o ničem razpravljati oziroma odločati na način volitev, in imaš varovalko, ki ni tako slaba, to je 40,000 podpisov, ne? Kot smo videli pred nekaj tedni, ne uspel sem zbrati 40,000 podpisov, to ni kar tako, a ne? In tudi ne vidim neke manije. Mislim, lahko bi ti rekel, recimo, tudi za referendum o pokojninah za zaslužne umetnike, da je šlo za zlorabo, ampak zbrali so 40,000 podpisov in zbrali so kvorum. Kvorum je bila druga varovalka, ki je bila temu dodana. Tako da jaz ne bi nikoli si upal govoriti o referendumih kot o zlorabi. To pač je demokratični institut, ki ga imamo, in se mi zdi zelo, zelo tvegano reči, da se to zlorablja. Jaz se tukaj zelo strinjam, to je pač v bistvu si zdaj povzel to, kar sem hotel tudi jaz povedati. Še več, jaz menim, da bi morali mi nazaj sprostiti pravico do referenduma. Zato, ker je bil referendum zgodovinsko, ravno zaradi zlorab, ki jih je Antiš opisal, okrnjen. Mi smo imeli včasih tudi predhodni zakonodajni referendum in tako dalje in tako dalje. Skratka, kar se tiče. Okay. Ampak ta varovalka je že ok, če si to mislite. Ta kvorum, to je na mestu. Ne more 10% ljudi odločiti vse. Po 30 letih državnosti nam je ratal prija do neke funkcionalne ureditve referenduma, ki je za moje pojme. Ampak čakaj, prosti, Nataša. To, ker vendarle moram pokomentirati to, kar si ti rekla okoli še same vsebine. Kampanja je v resnici dosti enostranska, ker jaz sem zaznal zelo veliko kampanje pobudnikov referenduma, se pravi nasprotnikov zakona, zelo malo, razen nekterih džambotov, pa zagovornikov. In meni se zdi, da se kampanja odvija predvsem stran od množičnih medijev, z objav, tako kot si rekla. To komentiraš Pol Andraža, ki je rekel, da ne zazna kampanje. Ne, pa ti si rekla, da je na faksu, da se študente pač navaja. Se pravi, to so samo tisti, ki so proti zakonu. In hkrati imamo zdaj nekaj poročila tudi o, se pravi, kaj so to, o glasnih deskah zdravstvenih inštitucij in tako dalje. Ne? Ampak mislim pa, a veš, da je tako zelo pogumno od tebe, da si ti zdaj le pripravljena reči, da ti bi pa, če bila ti zdravnica, bi pa ti brez težav se tako odločila. Ker jaz mislim, da je. Ne rečem brez težav, ampak da bi se mi zdelo razumem pomisleke in se mi zdi vse legit. Ampak veliko se je valo v kampanji tudi primer tiste zdravnice, ki je umirala, ki je bila smrtno bolna in ki je prosila, ne oživljajte me. V čem je finta? Ne govorimo mi, da bo vsak, zdaj bi pa jaz umrl. Govorimo o primerih, ki more čez 30 nekih stopenj. Prvič je to, če sem jaz Ihana prav razumel, je eden od osnovnih problemov ta, da ta zakon zahteva od zdravnikov, da so skozi zraven. A veš, to ne pomeni, da ti gledaš enega človeka, ki umre.
To pomeni, da hočem reči, tako, drugače, generalno rečeno. Mislim, da se o psihološki ceni, ki jo bodo izvajalci te storitve, ki recimo verjamejo vanjo, ki nimajo problema, o psihološki ceni tega se mi, po mojem, zelo premalo pogovarjamo. To je eno. Drugo, sem pa ravno kar pozabil, ampak je bilo ravno tako. Ampak zihar je bilo pameten, ne? To pomeni, da si predolg. Pomeni, da si predolg. Meni se zdijo absolutno vsi te težave, ki jih kdo ima. Jaz samo upam, da če bi sama bila, jaz bi si recimo zase to opcijo želela imeti. Se mi zdi, kot sem brala in kot poznam, in seveda je milijon ljudi, ali pa vsaj 2 milijona bolj kompetentnih za to mnenja dajati o tem, ampak da je varovalk noter velik, da če zdravniki, ki tega ne želijo, lahko ugovor vesti in da so zdravniki že danes prisotni ves čas in povsod v takih primerih. Štefi. Vsak dan imajo na grobo rečeno, na mizi ljudi, ki umirajo, ki jim morajo reči, ni vam več pomoči, ki jim blažijo bolečine z odmerki morfija in tako dalje. Ampak, moje mnenje, kakšni ljudje mislijo drugače, da ne bi zdaj klele, cele oddaje na to temo. Štefi, ti tako rekoč vodiš kampanjo, a si ti prijavljena? Ma ne, to sem se oddaljena. Jaz bi rad repliciral na repliki, samo da, mislim, glede referendumov. Idealno tipsko bi rekel, kot se reče temu družboslovju, je seveda to vse, kar sta kolega Aljaž pa Andraž rekla, je absolutno res. Ne? Zdaj pa, ko pa mi gledamo, kako se te stvari izvajajo v Sloveniji, pa jaz bi vendarle ostal pri tem, da v veliki meri oziroma kar precejšna frekvenca je teh, jaz bi rekel temu, zlorabljenih referendumov. Ne? Pri tem bi ustrajal. To pa ja, jaz bi pa ustrajala tudi, da posvetovalnih, da to, kar se v Sloveniji s tem dogaja, je totalno norčevanje. Prav, pa smo imeli pa tudi vmes referendum o pokojninski reformi, zdaj pobudniki, kar je eno od vaju že omenil, da od vas, da niso zbrali dovolj podpisov, 40,000 overjenih ni šlo, mislim, da so jih 1/4 ali pa dobro četrtino, ne? 11,000. Tako da pokojninska reforma, se pravi, ohranja 40 let pokojninske dobe, predvideva dvig starostne meje za upokojitev z 60 na 62, zvišuje odmerni odstotek na 70% in referenčno obdobje postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo 5 najslabših let. Uvaja se tudi zimski dodatek, ampak so ti, ki so zbirali podpise, mislim, da se jih, če rečem, da se jih povezuje v glavnem z novo ustanovljeno stranko Mi socialisti in Kordiševo linijo, se zmotam? Jaz sem tudi mislil, pa nisem še to preverjal, to je bila delavska koalicija, ki je bila, čeprav razumem, ta bolj splinter group, od sindikatov. Enkrat za spremembo ki so en del zelo povezani, ali pa kar kompleten del zelo povezani s to linijo. Tudi, ja, kot sem uspela videti. No, ampak jaz nisem, tako, mislim, Kordiša ni bilo med tistimi, ki aktivnimi, so zbirali. Tako da, jaz sem se hotel že pridružiti. Ni se eksponiral. Tako. No, jaz mislim, da je ta tema, da je, vprosti Aljaž, ko sem te prekinil, ampak meni se zdi ta tema strašansko pomembna. In meni se zdi strašansko pomembno, da se vlada s tem, oziroma da se mi kot družba s tem ukvarjamo. A veste, številke pravijo, jaz sem zdaj pač, mislim, da lik danes pride, kaj je? Neč, da si že prešteval. Ne, nisem, ampak lik zdaj sem uredil pač neko revijo, ki mislim, da lik danes pride na prodajna mesta, noter je en dost obsežen članek o demografskih perspektivah v Sloveniji, ne? In številke pravijo naslednje, ne? Da najkasneje leta 45, se pravi 20 let od danes, se nam bo ta socialno-zdravstveni sistem korenito zlomil. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat se bodo začele upokojevati generacije, ki so danes stare okrog 40 let in so zadnje. Kaj? Gospod profesor, kolega, se prepoznala? Počakaj. Ker takrat, se pravi, od 80 let naprej so se generacije, se pravi, nataliteta je začela dosti radikalno padati. Ne? In takrat bo nastal velik problem, kako financirati in penzije, in se pravi, penzije in zdravstveno oskrbo. In zato se mi moramo v tem pogovarjati. Ja, oprosti, kaj je?
ljudje, ki so stari danes 40, bodo takrat stari 60 in se po novem zakonu še ne Andraž, bodo upokojevali. 40, 42, 45, o tem govorimo. Ne? Se pravi, tam od leta 2045 naprej, ne na 17. februar 2045, ne, ampak od leta 45 naprej bo pa ta problem začel ratovati resnično velik. Ne. In o tem se moramo mi pogovarjati. Seveda nobenemu ne paše, da bi delal dlje, nobenemu ne paše, da bi se mu več let štelo v, kako se reče, temu referenčno obdobje in tako naprej, ampak mi se moramo o tem pogovarjati, ker sicer, a veste, sicer bomo mi imeli resen problem s tem, tudi mi štirje, kako bomo penzije dubali, pa tudi generacije za nami, ki prihajajo. O tem sem hotel, to sem hotel povedati. Ne? Ja, ne, mislim, jaz sem itak tako, nekje zadnje me grize, da morda jaz penzije itak ne bom videl, oziroma da bo, ne vem, glih sam za osnovno zdravstveno zavarovanje ali pa nekaj, ker kaj pa vem, če bomo to tudi takrat, ampak a ni smešen? Lej, zdaj je šla penzijska reforma, je šla čez. Stvar, ki je pred 14 leti, 15, dobesedno skopila Pahorjevo vlado, je zdaj po 15 letih je končno izvedena na približno, če se zdaj malo po spominu, približno v gabaritih, ki jo je takrat Ivan Svetlik, ki je bil Pahorjev minister za delo, ki jo je predlagal. Mi smo to pogledno dobesedno izgubili 15 let. Ja. In to na referendumu, ki ni bil zlorabljen kot institut, ker ga je Pahorjeva vlada sama predlagala in doživela bridek poraz. Ne. Janša pa sindikati so ga predlagali. Pa še vedno ni bil zlorabljen. Pač, ker gre, viš, tako kot pomoč pri prostovoljnem končatu življenja, je tudi penzijska reforma splošno družbeno vprašanje. Ne? Točno, oni so vezali pol zaupnico na to, ali bo tako, ne? Ne. Sam pač enostavno 4 referendumska vprašanja so bila tudi takrat, mislim, so bili arhivi, ampak pač enostavno od takrat naprej Pahor ni znal nič več narediti. Potem je nekaj strov z unim semaforčkom, pa ne vem pa. Dober, imamo dobre pa slabe referendume, ta je bil dober in ja, pogovarjati se moramo. Zdaj, ko sem čist navrgla ven z te stranke novo, mi socialisti, /si, so imeli ustanovni kongres v Ljubljani, rekli so, da so mirovna, podnebna stranka, končni cilj je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja, izstop iz NATO, nič nabav orožja, umik Slovenije iz vojskovanja v Ukrajini in, ta je lepa, uvedbo vsaj ene javne trgovske verige, ki bo delovala neprofitno. In maksimalni dvig minimalne plače, ki mu morajo na to slediti takoj preostale plače. Tukaj zdaj pride na mesto, da Aljaž umontiraš noter iz nadrealistov, odakle ti lova, frajeru, odakle ti lova. Ne, pa ne sem to, a veš, ko sem pa jaz to slišal, je bilo pa uno, pa pička ti materi na kordiš, mislim, a zdaj bomo pa, boš za svojo nivo, ne? Boš pa zdaj ti naredil še celo verigo, da boš pa iz svoje nive, imamo slovarsko definicijo state capture, pizda. Tako se to gre, a si lahko vsaj mačken manj učitelj? Zelo grob si do njih, zelo grob si do njih, pričakujejo uvrstitev v parlament, imeli so pa tudi, ne edini, pazi to, imeli so pa tudi demokrati, se pravi Logarjevi demokrati, kongres v Portorožu, ne, a ste opazili plakate po državi? Ja, smo. Jaz sem se tudi sprašvala, kdo vam je pa to delal, te plakati so tako, saj kakšne 2 minuti moraš stati pred njimi, da veš, kaj je umetnik želel povedati. Zakaj? Govoriš o plakatu Golobova, Janševa ulica pa Logarska dolina, o tem govorimo? Ta je bil eden od njih, eni so pa tako, kaj je mišljeno klele. No, veš kaj, Nataša, vsi govorijo o tej kampanji, vsi govorijo o teh plakatih. Ja. No, krasen, pa so pa super naredili. V glavnem potrdili so volilni program, rdečo nit sestavljajo ukrepi za oblikovanje strukture, ki bo omogočala uspešen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, davčna razbremenitev in reforma javnega oziroma zdravstvenega sistema, ampak če mi socialisti računajo ali pa pričakujejo, da se uvrstijo v parlament, demokrati računajo, tako je bilo rečeno, na več kot 20 poslancev. No, to je ambiciozen cilj, bomo rekli temu, a ne? Ambiciozen cilj. Ja. Jaz sem že večkrat rekel, da do 10 nekje in jaz absolutno pripisujem realne možnosti, nad to bi se pa moral zgoditi čudež. Aha.
Sorry, a se jaz samo admiram se, ker me zdaj me mal grize vez, da sem se prej tako izletel okoli Kordiša in javnih vrig in tako dalje. Jaz v osnovi imam problem z tem Kordišem pristopom te njegove nivice, ki potem z blaznimi maržami prodaja tudi druge stvari tistega v toast na spletu in tako dalje. Gre v bistvu za čist navadno for profit operacijo. Ne? Zdaj, zadružništvo in podobne stvari in sodelovanje, super, prosim, te stvari se delajo od spodaj navzgor in več kot je tega boljše. V Sloveniji imamo cel kup sploh uspešnih kmetijskih zadrug. Ne? Ampak ideja o javni verigi, ne? To je pa tako zavržno in tako neki eno pivo preveč. Hrana je šla ful gor, vse je šlo ful gor. In v javnih verigah nič cnej. Niti ne bo nastale naslednji dan. Mislim, nekdo bo plačal, mogoče ne ti direkt, ko šupo mleka. Ja, mislim, pač jaz bom zdaj uzurpiral pogovor. Mislim, da je jasno, da je ideja da je neumna. No, smo na 35 minuti, žal se moram posloviti in bom naknadno dodal svojih zadnjih 30 in seveda politbozarko. Čak sem dej, da ne bo, da smo se skregali. Saj kakšen stavek. Ne, enostavno moram iti. Okay. Ampak sem pa nujno hotel dodati okrog te ustanovitve stranke, mi socialisti, da gre še za 4. stranko v vrsti, to je treba opozoriti, ki ima zelo jasno prorusko stališče, spravi po zaupanju Karla Erjavca, po suverenih neki Kaloha. So se združujejo Kaloh pa Erjavec. Ne, se združujejo, Erjavec je podal pobudo, da bi se združili, da bi prišli iz 0,3 na 0,4% v javnomnenjskih raziskavah. Dodatno desetinko bo prispevalo ime Karla Erjavca v imenu stranke, tako da 0,5 tle nekje smo zdaj. No, pa imamo pa še resnico, ki je že odprej to. Skratka, mi socialisti so 4. stranka v vrsti, ki odkrito omenja to kot eno od svojih točk programa in za katere jaz mislim, da so vsi skupaj financirani s tem denarjem, ki to pa nobena skrivnost, da Rusija skuša vplivati na vse volitve v Evropi, tudi v Sloveniji, če so v Moldaviji, zakaj ne bi v Sloveniji. In je treba po mojem na ta vidik bolj opozarjati, kot pa na kakšne take utopične projekte, kot jih ima v programu. Here ends the lesson, lepo vas je bilo slišati, se slišimo malo kasneje. Tebe tudi, lepo se mej. Antiša. Ja, v bistvu tole zgodba o kako javno financiranje. Javna trgovska veriga. Trgovski verigi. V bistvu je lepa istočnica, zato da povem naslednje, ker se meni zdi, da je to v bistvu stranka, ki je nastala in bo očitno svoj program gradila na všečnih frazah. A veste, to je stranka, ki je nekakšno nadaljevanje današnje levice izpred 3-4 let recimo, ko še ni bilo možnosti, tudi genezo je treba gledati, ko še ni bilo možnosti vplivati na realno politiko. Potem pa seveda vstopiš v vlado in o tem smo pa tudi že večkrat tukaj kaj povedali in potem moraš nujno sprejemati kompromise. Miha Kordiš ni bil v poziciji, da bi te kompromise sprejemal ali jih pa z gnusom zavračal, zato je poiskal svojo pot in na tej poti seveda nadaljuje tam, kjer je levica gradila na temah in pristopih, na katerih je levica gradila v času pred vstopom v vlado oziroma prihodom na oblast. Tako da jaz mislim, da se vse te lepe ideje in strumno dvignjene pesti se obtešajo ob stiku z oblastjo, tako da jaz mislim, da če bo po kakšnem naključju, pa mislim, da je to možno za to naključje zelo majhno, pošlo do česa tazga, bojo te ideje hitro našle potu. Dobro založene predale, tako bom rekel. Rekel je, da se bodo povezovali, kdor bo delil njihove vrednote. Tako da najprej pa do vsaj 4%. Mingrede, po več tednih habemus papa in mama, v levici so se zaključile volitve v organe stranke. Skladno s pričakovanji sta izvoljena Asta Vrečko in Luka Mesec za sokoordinatorja, za njuna namestnika pa Nataša Sukič in Simon Maljevac. Pa meni smo A ni to zdaj ima levica 2 nedotakljiva ministra? A ni to dobro?
Pa Vesna tudi je, na čelu ostajata Uroš Macerl, pa Vesna Zgojznik. Pa Vladimir ima spletno stran. Urška Zgojznik. Ja, pardon, Urša, Vesna. Mislim, ja, Vesna, ne. Vesna Macerl pa Vesna Zgojznik. Okay. Pa Prebilič ima spletno stran, ne, končno. Mislim, da smo v eni oddaji o tem govorili. Prerod.si. No, če smo že pri agencijskih novicah, ne, imamo tudi stranko Volt, oziroma se ustanavlja. Ki so se v Sloveniji? Ja, ne vem, če si ti že glih v Sloveniji ali si bila na vračanju. Skratka, kakšen teden nazaj so bili pred parlamentom, glih, ko je pač točen kva so delali. Ampak njihov trenutni kos celebre je bila fantomska cesta čez Štepansko naselje, za katero je potem v bistvu so prisilili župana Jankovića, da je jasno in glasno povedal, da tiste ceste ne bo, kar je gotovo olajšalo, pač šlo v olajšanje prebivalcem Štepanca. Ampak skratka, Volt je pa panevropska stranka, je recimo zelo močna v Beneluxu, konkretno na Nizozemskem, ampak ima pa tudi v Franciji tam so na nekih različnih vejah oblasti in tako dalje. Skratka, they are all over the place. In zdaj po novem so tudi, se na njih dela tudi v Sloveniji in verjetno ne bodo še aktualni v tem ali pa naslednjem ciklu, ampak se jih pa splača tako imeti malo oči na njih, ker se mi zdi, da ciljajo na podobno publiko kot Pirati, pa deloma tudi Vesna. Ok, preden mogoče sam za konec bi še vajno mnenje na Šutarjev zakon, ampak sam še ta novička, da se na združevanje na desni dogaja tudi NSI, Lotrič pa SLS očitno bodo poskusili skupaj nekaj narediti na parlamentarnih. Ja, si hotel še kaj ali gremo na Šutarjev? Tukaj se mi zdi, da se pa nature is healing, ne? In da je v bistvu, da so to ljudje, pač asteroidi, ki so bili skozi v isti orbiti in se zdaj končno v en manjši planetoid se sestavljajo. Ja, no pol pa kmalu po tistem, ko sem zapustila domovino, ste imeli kar veliko zadevo doma, tragično in posledično kaj jaz bi temu rekla, sestavljanje enega zakona, ki naj bi reševal situacije, ki da jih prejšnji zakoni niso. Šutarjev zakon. Premier Antiša je prepričan, da je potrditev tega zakona v Državnem zboru pomemben korak k varnejšemu življenju v Sloveniji za vse. V SDS pa NSI poudarjajo, da bi veliko lahko preprečili že, če bi izvajali to, kar imamo, in pa dali podporo koaliciji preteklim predlogom ukrepov županov jugovzhodne Slovenije. In niso seveda uspeli poudariti v SDS, da je zakon dobil zeleno luč v DZ-ju zaradi sodelovanja opozicije. Kaj bi vidva, zdaj vem, da ste v prejšnji oddaji o tem kar nekaj že govorili. Ljudje, kot sem prebrala, dobro ocenjujejo odziv vlade, saj če gre soditi po javnomnenjskih raziskavah. Saj to je bil namen, veš. Jaz mislim, da je bil to izključni namen. Preračunali so in ugotovili, da je ta tema nekako na presečišču bližine volitev, sentimenta, ki se je v javnosti pojavil, rekel nekega odpora ali pa vsaj kritičnosti do vlade v smislu, da nima prav veliko za pokazati, in so pametno preračunali in šli all in na to temo. Ne. Zdaj, med tistimi, ki so opozorili na potencialno spornost, Nataša, mislim, da nisi omenila pravne stroke. Meni se zdi to ključno tukaj. Ne. To, kaj si mi trije ali pa mi štirje ali pa mogoče tudi ena skupina bolj ali manj kvalificiranih ljudi o tem misli, je seveda legitimno, ima pa lahko tudi o tem vsak svoje mnenje. Zdaj, tukaj pravna stroka se mi zdi pa za opredelitev do ene take ambicije vlade in oblasti, se mi zdi pa ključna. Ne? In pravna stroka tukaj, ne samo pravna, tudi varnostna stroka, pa opozarja, da je tukaj kar nekaj dejavnikov tveganja. In tako kot mislim, da sem že pa v prejšnji epizodi rekel, predstavljajte si, da ima
ta orodja, ki se zdaj pripravljajo v sklopu Lex Šutar oziroma Šutarjevega zakona, da ima to v rokah recimo, ne vem, neka vladna konstelacija, kjer ima za policijskega ministra Aleša Hojsa. Ja, ne samo to, ne. Mi smo v pismobralcu smo dobili na našo prejšnjo epizodo, kjer smo bili po eni strani rahlo pokarani zaradi zabavljivega tona, ki smo ga ubrali to pogledno. A, res? Mislim, čeprav v našo smeti preposlala. To ni bilo na vse, tisto ni bilo nič na vse. Ni bilo na vse, mislim, pokaran je bil Andraž, ampak ne, midva sva z Antišo ne vem kaj, sodelovala v tej debati. Guilty by association. Opustila sva dolžno delovanje, da Andraža potolčeva s kolom po tleh. Ja. Ne, sej, to zdaj lepo, ko ga ni zraven. Ja, ne, ampak moram reči, da je bila pol tudi Urban je bil, če se prav spomnim, sva se pol fino po mailih pogovorila in pač ni to grozen, je pa pač dejstvo, da je bila naša epizoda relativno blizu vseh teh dogodkov in so bila čustva še zelo na vrhuncu. Ampak hočem reči to, Andraža moram po Lex Šutar mečkeno brano vzeti, pa ne mogoče na točki, kjer bi si mislil. Andraž je govoril o tem, da gre za neke vrste 9/11 Dolenjski. Kaj je bil rezultat 11. septembra? Patriot Act. In to, kar je Lex Šutar zdaj uvaja noter, pa ne samo direktno skozi zakon, ampak tudi skozi vso to zakonodajno psihozo, je neke vrste Patriot Act, ker se nam zdaj na zadnja vrata uvaja družba nadzora. Jaz razumem in v resnici se strinjam, kakorkoli je to nenavadno, za marsikatero pomislekom opozicije, tudi pokvarjena ura ima prav 2-krat na dan, veliko teh pooblastil že obstaja, če bi se jih izvajalo natančno in dosledno, verjetno ta zakon ne bi bil potreben, zelo verjetno se vsaj najhujša tragedija zadnjič v Novem mestu ne bi zgodila. Ampak zdaj imamo po novem avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic. Zdaj imamo neka pooblastila vstopanja v stanovanja brez naloga. Imeli so celo ideje o tem, da bi dovoljevali uporabo nezakonito pridobljenih dokazov, pa so jim pravniki to se strelili, razumeš? Ta zakon, ki je bil zdaj sprejet v parlamentu, ni isti zakon, ki ga je vlada predlagala. Zakon, ki ga je vlada predlagala, je bil tako sramoten, da se je dejansko celotna pravna stroka postavila na zadnje noge, zakonodajna pravna služba ga je raztrgala na 55 straneh, zakon ima samo 30 členov, 33 členov ima, od tega so 30 členov na seji popravili, napisali ali vrgli ven. To je čist neki tretjega, ali pa vsaj zelo razvodenelo. No? In ne nazadnje, zdaj se pa zaradi istega razloga, ker kobajagi so pa zdaj odkrili, da je pa mednarodni kriminal povezan tudi z Romi, bojo pa še na ponujnem postopku so dali zakon o Sovi, ki pa tudi uvaja en kup enih možnosti nadzora prikritega in tako dalje. Skratka, zaradi tega se je obseg zasebnosti, ki jo mi kot državljani imamo, se je oziroma se bo konkretno zmanjšal, nadzora nad tem pa tudi je, mislim, vprašanje, kako zelo dobro bo vzpostavljen. Tako da to niso, jaz sem to na niso temo nepomembne stvari. Romov v LDGD že večkrat govorila, da problemi so in da je treba nekaj narediti, da veljajo zakoni enako za vse. Ne vem, ali sem v skupni chat dala, ali mogoče sva z Aljažem bila v navezi, ampak ko se je to zgodilo, kar se je bila moja reakcija, zdaj bojo eni prilivali olje na ta ogenj, kar se je točno to zgodilo, drugi pa bojo rekli, čez 4 mesece so volitve, nekaj moramo narediti. In natanko to se je tudi zgodilo. Ta nekaj moramo narediti, glede na opozorila pravne stroke, na hitro pripravljeno in na hitro, si skoraj upam napovedati, bodo zadeve v naslednjih letih padale, ker drugače pri takih zadevah tudi ne more biti. Če ti hočeš proper zakon narediti, pač 1 mesec ni dovolj za nič.
so v vladi dobro naredili z vidika, če gledaš kampanja in politika, zaprli so usta SDS-u in tem, ki so na drugi strani res ogabno prilivali olje na ta ogenj, ampak kot smo tudi že videli par dni nazaj, ko je Furs začel zasegati avtomobile, tako kot si Aljaž ti zdaj rekel, ne, mi že tudi imamo zakone, po katerih se lahko izvaja oziroma prekrškarje ali kršitelje pač prime za vrat. Tako kot bi mene, tebe, Antišo ali Andraža, ni nobenega razloga, da za kogarkoli drugega veljajo druga pravila, pa so. In razmere na teh območjih so blizu vrelišča, pa mislim, da še nismo na koncu. Še druga stvar, ki se bo tudi zgodila v naslednjih mesecih in naslednjih letih, nažalost, in je tudi z tega dela Slovenije jugovzhodnega, ne paše čisto najbolj sem, ampak vprašanje medvedov. Spet, dokler ne bo prišlo do ene nesreče, ker jih je, kot pravi stroka in kot doživljajo prebivalci in prebivalke na teh območjih, jih je preveč, prihajajo zelo blizu naseljem, dokler se ne bo nekaj zgodilo, bomo spet imeli ali skrajni pol, dajmo pobiti vse na eni strani ali pa na drugi strani medvedki. Podobno kot imamo zdaj pa Romih in noben od teh skrajnih polov ne pripomore nič k tej rešitvi, ki jo rabimo. Tako da sem pa pomislila, ne, a je družina, ne vem, vidva bosta mogoče vedela ali pa sta zasledila, a je družina okej s tem poimenovanjem, da se ta zakon da se mu reče Šukerjev mislim, da je. Ja. Mislim, da je bilo to preverjeno. Da so rekli, da je okej. Nimajo težav. Okay. Ja. To sem malo pomislila, se nekaj, je njim to kul. Ampak okej, če jim je kul, polet. Je pa to, kar je Antiša v bistvu nekako na začetku rekel, ne, v smislu čist ciničnega obvladovanja političnega narativa, ne, in kriznega upravljanja, je pa tole dost masterclass za slovenske razmere. Je. Ne? Kako bo pa delovalo, bomo pa videli zares v naslednjih mesecih. Ne? Zdaj to, kar je na papirju, je vredno enako nič, če ne bo doslednega izvajanja. 2 ministra sta padla zaradi tega. A je kdo opazil in a jo kdo pogreša? Boštjana Poklukarja bo očitno na zamenjo Branko Zlobko, Andreja Kokalj pa Andrejo Katič. In tako bi rekla, da smo pri koncu. Ali bi želel kdo še kaj dodati? Ne, jaz mislim, da gremo lahko na politbizarke in da poveš rezultate, ki sem jih jaz še danes zjutraj na avtobusu opisoval v Excel. Ja, Antiša, čestitke za zmago. Hvala. Župan Ribnice, Samo Pogorevcev, Romih s Porsche Maseratijem, 52% glasov. Potem sta bila pa, kaj bogata zmaga. Potem sta bila pa dost blizu in opozicija, ki tragedijo izrablja za politične točke, 25 pa aktivacija 37. člena zakona o obrambi, 23 shoda čestitke Antiša in to seveda pomeni, da imaš prednost pri tem, kaj v novo predlagaš. Ja, hvala lepa za čestitke in hvala za priložnost. Kako se reče, prve besede. Ja, jaz bom tokrat državotvoren in bom v narekovajih ubran, vzel predsednika vlade. In bom za bizarko oklical reakcije in zelo namerne, in tukaj mislim resno, interpretacije njegove resda neposrečene in štoraste izjave v Državnem zboru, kjer je rekel, kdor ima to nesrečo, da ima žive starše, ki so nepokretni. Kdor je to izjavo slišal v programu oziroma jo videl v živo, ni treba biti Einstein, ni treba biti semantik, ni treba biti jezikoslovec, da razumeš, da je pač bil štorast z jezikom in da mu je izletelo tisto, česar ni hotel reči. Je pa interpretacija, da je to podžiganje kulture smrti, seveda povsem v duhu interpretacij, ki smo jih v tej družbi tudi že imeli, začenši z znamenito interpretacijo izpred 30 let izjave Milana Kučana, ki je takrat na enem poslanskem večeru v Novi Gorici z Borutom Pahorjem opozoril, da se v tej družbi razrašča politika
da je treba nasprotnika diskreditirati, če ne gre drugače, pa tudi likvidirati, mislim, da je bila nekako tako. Kar je potem skozi ponavljanje in ponavljanje interpretacije, uganite čigave so bile te interpretacije, obveljalo, da je Milan Kučan tisti, ki zagovarja diskreditacije in likvidacije v družbi, ki jih ne bodo deležni politični nasprotniki. Skratka, samo štorast je bil. Ali pa Türk, s tistimi drugorazrednimi. Robert Golob je bil samo štorast, ni dovolj razmislil ali pa je hitreje govoril, kot je v tistem trenutku mislil. Tako da mislim, da moramo mi tudi s temi škodljivimi in zelo namernimi interpretacijami majčkeno včasih stopiti na bremzo, pa dopustiti človeku, da včasih se mu kakšna stvar tudi jezikovno ne posreči. Vse veste, ipak je elektrotehnik po izobrazbi. Tukaj se hecam. Ne? Da o Danilu Türku in njegovih drugorazrednih temi tudi ne govorimo. Podobna zgodba. No, če lahko jaz nadaljujem, ker je v bistvu ravno tako na to temo. Ne? Moja bizarka pa je danes večkrat omenjeni, referencirani in nasplošno nadležni Primc teme. Aleš Primc, ki je na zadnjem referendumskem soočenju na radiju, se pravi, mislim, da je bilo to v sredo, se pravi včeraj, ko snemamo v četrtek, na praktično vsako vprašanje rekel, oziroma dodal, da je zakon o pomoči pri končanju življenja v nasprotju s partizanskim gibanjem in da ga Tito ne bi podprl. Tako je. A to je prav citat, da ga Tito ne bi podprl? Ja, mislim, tako. Zdaj, pač hvala Mojci, ker me je na to opozorila, ne? Ampak tako mehanicistično razmišljanje, veš, republikanski talking point, veš tako, kako me to spomne. A se spomnite Blaža Svetka in stranke Naprej Slovenija? Še v času, ko je Studio City vodil Kranjc, ne? Bojan Kranjc je vodil Studio City, Blaž Svetek je bil gost in mislim, da ga je Kranjc sprašal nekam konkretno vprašanje, ne vem, ali o pokojninah ali neki drnovše gor dol. On je rekel, na vsako vprašanje odgovoril, mislim, da bi morali mi, ne vem, pač Jugoviče ven vršiti iz države. Ne? Ampak tako, se zdaj zelo po spominu in tega je res 30 in več let, ampak tako, na vsako vprašanje, ne? In sicer pa meni, da je treba Kartagino porušiti. Lih to sem hotel reči, Kartagino je treba porušiti. Ja, tako. Anyway, to je moja bizarka, Primc teme. Ok, lepa, Tito. Jaz bom pa, taka lepa je, pa ne smem jo spustiti. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, se pravi, potrdil kandidata za notranjega ministra Branka Zlobka, da je nekdo, ki dela casting za to serijo ministrov za notranje zadeve, je kar Hollywoodar. Si mislim, da ko so prišli do tega, kdo bi lahko poklukarja zamenjal, in se pojavi gospod, ki se piše Zlobko, da so se vsaj mal zabavali, tako da v glavnem čestitke za casting, zdaj pa samo upam, da bo človek v resnici manj Zlobko, pa precej bolj ok. Tako da Zlobko za ministra je pa moja bizarka. Hvala lepa tudi vama. Zdaj pride še Andraževa bizarka. Moja bizarka pa ne morem, da je ne bi zapel. Pozno popoldan, najlepši je čas za vljudni obisk. Pozno popoldan, najlepši je čas za vljudni obisk. Si je najbrž zapel direktor Sove in se odpravil na obisk nikamor drugam kot predsedniku Donaldu Trumpu, kar so objavili tudi mediji, s priloženo sliko, na kateri zelo zadovoljen stoji zraven njega. Meni se zdi že to bizarno, da se direktor tajne obveščevalne službe pojavlja z obrazom v množičnih medijih. Šlo je za vljudnostni obisk, kot je pisalo v medijih, hence the song, ki si ga naj bi prislužil s tem, ko je v času obiska najslavnejšega slovenskega tasta, ta namreč direktor Sove, menda poskrbel, da je bilo varovanje njegovo še posebej dobro, karkoli že to pomeni. No, zdaj, ki pa Andraž svoje povedal, pa zadnjih 30. Ok, zadnjih 30 mojih, pa tokrat v kraju Sveto na Krasu.
kjer se nahaja čudovita turistična kmetija Abram Žerjav, upam, da sem praviloma naglasil in izgovoril, kjer sem se v neki zelo prijetni družbi nahajal pretekli vikend. Kmetij po Sloveniji veliko, ene par sem jih tudi že priporočal, pa tudi iz čezmejnih koncev. Pri tem je pa očarala predvsem gostoljubnost zakoncev, sklepam Abram Žerjav, ki sta nas pogostila tako kot sešika, da tako rečem. Zelo fajn hrana, vsi poznamo Kras, ampak vseeno ima ene par posebnosti, nima sam terana, ima tudi vitovsko grganjo, ima odličen pršut in ostale mesne dobrote, ima zelo lepo domačijo, dvorišče kraško, razgled je fenomenalen, skratka več razvajanj za več različnih potreb in čutil na enem mestu. Sveto pri Komnu, pravzaprav ne Sveto na Krasu, Sveto pri Komnu, turistična kmetija Abram Žerjav, srčno priporočam. Aljaž? Bom dal prednost Antiši. Ja, Okej, jaz Antiša, bom izvoli. pa že dolgo nisem, pa bom tokrat pa bom. Bom priporočil eno knjigo, ki sem jo pravzaprav po dolgem času sem jo uspel dobiti. To je od Predraga Matvejeviča Mediteranski brevir. Anekdota pravi, da sem letos skušal izkoristiti v Dubrovniku priložnost, pa jo kupiti na Stradunu, ker bi se mi zdela še kar fora, v takem mediteranskem biseru kupiti to knjigo, ampak je niso imeli, tako da sem potem v Sloveniji sem jo pa najdel in jo z zanimanjem prebiram. To je v bistvu nek esej, tako bom rekel, esej o Mediteranu kot načinu bivanja, kot kulturni identiteti in tako naprej, in jo res toplo priporočam. Mislim, da se jo še zmeraj dobi v knjigarnah, tako da če koga zanima Mediteran, ki presega plaže in Mediteran, ki presega osladno klapsko prepevanje, če sem malo ekspresiven, potem to priporočam. Super se sliši. Aljaž, hočeš biti zadnji? Lahko, ja. Okay. Jaz bi pa rekla hvala vsem za priporočila za Japonsko, so zelo prav prišla. Priporočam pa v zadnjih 30, vsaj meni zelo duhovito serijo Renato, če je še niste zaznali, samo na YouTube je. Ustvarila sta jo Jan Štefančič in Bor Šparenblek. In gre za ljudi in dogajanje na lokalni TV v Cerknici. En tak se mi zdi slovenski The Office s priokusom Ali G in Borata, in to jim je po mojem mnenju krasno uspelo. Produkcija dobra, ekipa krasna, kombinacija naturščekov in vrhunskih igralskih imen, Marjana Brecelj, Saša Pavček, mi je pa ta glavni protagonist Miha Razdrih, upam, da sem prav naglasila. Tudi ostali so tako kul, ampak ta model, tako vse je prav, od frizure, outfita, od tega, koliko se nosi, tako da meni je Renato čisti presežek, ampak priznam, da ta tip humorja imam jaz res rada. Serija ima žal samo 9 delov, gledate jo lahko na YouTubu, če še niste videli, toplo jo priporočam, če ste jo že, potem pa veste. Izvoli, Aljaž. Jaz bom pa spet nekaj o Star Treku, ker zdaj, ko si spet ti tukaj, te lahko še tebe obvestim, da imamo uradno čez 7 dni, 28. novembra, pride na prodajanje Police, naročite pa lahko že zdaj, ampak večina od nas bo to samo gledala skozi internetne izložbe. Lego model Zvezdna ladja Enterprise. Stvar ima 3600 koščkov, je super, vsakeč, ko jo vidim, se mi orosijo oči. Skratka, Star Trek je zdaj pri Legu, je pa res, da stvar stane skoraj 400 €, tako da več sreče prihodnjič, ampak če ima kdo od več 400 flik, pa ste navdušeni nad obema galaksijama, evo, to je to. Hvala, Aljaž. Ja, to je bilo to. Jaz kaj ne morem več dodati. Hvala lepa vsem, ki ste prišli do konca. Če vas zanima podpreti Metino listo,
Pa priloživa z Aljažem tudi povezavo do mrča v sezoni, ki ga imamo, in to so nogavice, pa brez zamere. Ti si mislila, da bom jaz imel to za zanimivost, ne? Ne, nisem. Nisi, Jaz sem se to zdaj spomnila, ker sem rekla, tole imamo, pa sploh še nismo ljudem povedali. Mrč je, ljudi moji, mrč je v splošni dostopnosti. Štumfi so tako dobri in udobni in večkrat uporabni, da ne bo kdo mislil, da jih to samo gledate. Ta je dejansko uporabna stvar iz prve roke oziroma noge, vam to lahko potrdim. Čudoviti so, se pravi, firma, ki je to delala, ki je to... Slovenci, Dolenci celo, Momara, ne? Hvala vsem, ki ste do zdaj, ki ste podprli izdelavo mrča in tisti, ki ste ga že kupili. Cena sitnica, podrobnosti so na spletni strani metinalisti.si. Ni cene, gre za podporo Metina. Tako, ampak to je Alan Ford, Antiša, a je to Antiša je že šel. To je še en del v epizodi, ki je Antiša, v seriji, ki je Antiša, ampak ja, skratka, mrč dobite v zameno za dodatno podporo Metini listi. Razmerja so objavljena na naši spletni strani, štumfi so pa čudoviti, vam rečem. Pa oblikoval jih je Tomato Košir. To pa sploh. Skratka, mrč je tukaj. Priporočamo, da nas podprete tudi na ta način. LDGD Season 8 del, ne vem koliko, 7 se mi zdi. Tale je 7, ja. Tako da, če mi gre verjeti. Hvala, ker ste bili z nami.